Iz svetega evangelija po Janezu. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog, ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval po luči, da bi po njemu vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. Svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dajala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njegovo ime. In se niso rodili iz krvi, ne iz volje mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. In beseda je meso postala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, ki ga ima od očeta, kot edinorojeni sin, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej in klical. To je bil tisti, o katerem sem rekel, ta, ki bo prišel za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz. Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu. Milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl. Edinorojenji Bog, ki biva v očetovem naročju, on nam je razložil. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Bratje in sestre, slišali smo začetek evangelija, ki ga je zapisal apostol Janez. Evangelij, ki je nastal zelo pozno, glede na prve tri evangelije, od Mateja, od Luka, od Marka. Apostol Janez je evangelij zapisal, ki je bil že v višjih letih, in iz tega lahko predvidevamo, da je v času njegovega življenja, odkar je bil skupaj z Jezusom, še prej pa z Janezom Krstnikom, že močno izoblikoval svoj odnos do Boga. Toliko spoznan, čuten, pa tudi molitev. Zato je prišel tudi z tako posebno govorico, bi lahko rekli, ki se naslanja prav na začetek Svetega pisma. Ker začetek Svetega pisma se tudi začne z stavkom: v začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Apostol Janez pa začne: v začetku je bila beseda. Prav z besedo je tudi Bog ustvaril vse to, kar je. Bi pa dal danes poudarek na tem, kako na koncu evangelija apostol Janez zapiše: postava je bila dana po Mojzesu, milost in resnica pa po Jezusu Kristusu. Postava je šla po Mojzesu in Janez Krstnik je bil tisti, ki je bil zadnji prerok, ki je utemeljeval postavo
in kazal na učlovečeno besedo. In apostol Janez, ki je bil ob Janezu Krstniku kot njegov učenec, preden je šel k Jezusu, je to zelo močno začutil. Postavo, ki človeka oblikuje, usmerja, določa. Ampak je apostol Janez začutil, da je to premalo. Samo postava, predpis, zakon, obveza je premalo. To ne daje življenja. To sicer je potrebno in nekaj nujnega, da oblikuje pot življenja, ne daje ga pa. In tako je že apostol Janez v svoji mladosti ob Janezu Krstniku poznal Kristusa. Janez Krstnik je pokazal na njega, ko je rekel, glejte, jagnje Božje. In takrat se je pridružil Jezusu kot najmlajši učenec. Poslušal njegove besede, razmišljal o dogodkih, o čudežih, bil zraven tudi ob križanju in pogrebu. Edini od učencev, ki je poskrbel za pokop Jezusa Kristusa. In potem, ko je opazil že toliko prvih vernikov kristijanov, ki so Jezusu počasi odvzemali to resnico, da je pravi Bog, je želel prav to poudariti. Beseda, ki je večna beseda, ki je beseda življenja, stvariteljska, ta beseda je postala meso, to pomeni živi človek, tako kot mi živimo. Med nami se je naselila. To je tista luč, ki je prišla na svet, ki je dostikrat svet v temi. Pa ne samo v tistem času, ko je živel apostol Janez. Svet je lahko v temi tudi danes, pa ni to luč, ki sveti v naših domovih ali pa, ko je sončen dan. To je tista luč, ko človek ali vidi, ali pa se mu izgublja neko veselje, ali notranji pogled, ali pa smisel življenja, ali pa neka radost, hrepenenje. To je tista luč od Boga, ki je, lahko rečem, kar nujno potrebna, da človek lahko živi. Če človek to luč ne sprejme, ali jo ne vidi, ne čuti, ta človek lahko upa in ta tema lahko postane dokončna. In zato apostol Janez tako močno zapiše, luč je prišla na svet. Pa tema jo ni sprejela. Luč pa tema ne gre sta skupaj. Greh pa svetost ne gre skupaj. Dobra dejanja in slaba tudi ne gre sta skupaj. Človek je poklican k odločitvi in modrost človeka vodi k pravi odločitvi. Prav modrosti je prvo berilo. Drugo berilo, ki že nakazuje modrost, ki nam jo razodeva Jezus Kristus. In vam želim, da bi v tem času božičnega obdobja vsak dan znova prosili za luč, da bi vam svetila. Jezus Kristus se je rodil kot človek, da bi bil z nami. Beseda je meso postala. Pomeni tak človek kot jaz, iskalec, zaznamovan tudi za preizkušnjami. Edino, kar Jezusa ni zaznamovalo, je greh, ker je nemogoče, da bi bil kot Bog ločen od svojega očeta. In zato, kdor sledi tej luči, tej besedi, svoje življenje tudi usmerja v svetost, k Bogu, k življenju. In to so naša dobra dela, prizadevanje za iskrenost, dobroto, srčnost. In s tem smo tudi morali upanja v molitvi tako zase, kot tudi za naše bližnje. Smo v svetem letu, ki nosi naslov Romali upanja, in naj bo tudi Božja beseda, ki jo slišimo danes in ki jo bomo tudi v prihodnje, vedno znova tista, ki nas povabi, pritegne, da bi bili
tudi mi oznanjevalci Božje besede. Apostol Janez, ki nam je zapustil ta čudoviti zapis Evangelija, nam je lahko spodbudo, kako je prepoznal Jezusa kot večno besedo, kako močno ga je sprejel in kakšen trden odnos je zgradil do odrešenika Jezusa Kristusa. Naj nam bo apostol Janez tudi naš priprošnik za našo pot življenja, da bi bili tudi mi res romali upanja in da bi vsak dan živeli povezani s Bogom, ki nam prihaja po molitvi in po zakramentih. Sedaj pa tudi skupaj Prožival sem močnega stvarnika nebesa zemlje, srkvilnih in nevidnih stvari, imenega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, ključ od duši, pravi Bog od pravega Boga, rojen in ustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem stvarjeno. Zaradi nas ljudi in zaradi našega smrečanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, od Poncija Pilata je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel slavi svoje žive in mrtve, njegovemu kraljestvu ne konca in svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po